Hejla, dobrodošli na kanalu Evina Lepotilnica. Evo, kar nekaj časa me ni bilo tukaj na YouTubu, ampak danes sledi en update, kje sem bila, kaj sem počela, kakšno je bilo moje poletje. Res je bilo zelo aktivno, za skoraj en mesec sem se preselila, lahko rečem, v Ameriko. Že lani sva bila v New Yorku in sem se čisto zaljubila v New York, potem pa sva se odločila, da obiščeva še zahodni del Amerike in bila vse od Los Angelesa do Las Vegasa, do Utaha, do Arizone, do San Diega in še. Danes bom naredila en majhen update, pokazala ti bom kakšno fotko, hkrati pa bo z mano ustvarila tudi tole CV fotoknjigico, ki so res tak en lep spomin in nekaj, da ko začneš pripovedovati zgodbo, listaš in zraven govoriš, no, tukaj je bilo pa to. Tako da, če te takšen video zanima, glej naprej, na koncu sledi tudi ena megastična nagradna igra, tako da ostan z mano do konca. Evina Lepotilnica. Evo, kot omenjeno, sem bila to poletje v Ameriki in bilo je res nepozabno. Amerika je ogromna, lepa, veliko ponuja in sem v bistvu navdušena nad tem potovanjem. Na Instagramu sem ves čas updatala, ker so bila vse od znamenitega zapora Alcatraz, kjer so bili največji zločinci, potem sem hodila po pločniku slavnih, ampak dajmo me to kar konkretno zapeljati čez urejanje tele CV fotoknjigice. Evo, tlele imam recimo eno iz New Yorka, ki sem jo oblikovala lani in ti bom jaz takole zraven govorila, ko ti bom pokazala slikce. Zdaj, kako jaz najprej tole naredim? Najprej odprem CV Fotosvet aplikacijo in potem izberem pod CV fotoknjiga željeno v bistvu velikost knjigice. Lahko zbiraš od velike do velika panorama, potem imaš kompaktna panorama. Zdaj, jaz največkrat zbiram ali med velika panorama ali pa tale XL ali pa XXL. In gremo zbrati tokrat velika panorama. In potem zbereš papir. Klasični, visok sijaj, ekstra mat papir, zadeva je res enostavna in res te zelo lepo vodi čez sam postopek. Evo, jaz bom danes zbrala papir z visokim sijajom. Potem zbereš še trdo ali pa mehko platnico. Jaz vedno naročim trde, ker so pa res taka ta prava fotoknjiga rata, ki zdrži preverjeno več let. Evo, trda platnica in potem ti že ponudi pomoč, a boš z asistentom ali boš lastnoročno oblikovanje. Jaz grem kar po predlogu, to je to in zdaj sam namečem slikce noter, vse spomine, ki si jih ustvarila čez poletje. Dala sem kar nekaj intervjujev potem, ko sva bila v Ameriki in ena novinarka me je vprašala, Eva, kaj te je najbolj navdušalo, pa kaj te je najmanj navdušalo? Zdaj, navdušalo me je res veliko stvari, od pločnika slavnih do Hollywood Signa, do Universal Studia, kjer snemajo dejanske serije in filme. Po drugi strani pa tudi Ameriko vsi vidimo velika Amerika, kjer se vse dogaja, kjer je sam blišč in slava, bogatstvo. Pa nisem tako, ne? Midva sva obiskala eno v bistvu ulico, mislim, da se imenuje Skid Row. Tole je pa predel, ki se imenuje Skid Row. In je v bistvu kar srce te boli, ko vidiš kaj tazga. Na eni strani je blišč in glamur, milijoni luksuzne vile, na drugi strani pa takole ljudje, ki spijo v šotorih. Res grozno za videti, tako da Amerika je res, lahko si na vrhu, lahko si pa čist na dnu, a ne, to se mi je tako tisnilo v spomin, ali pa v San Franciscu, kjer so ko neki zombi, tam so pač neke droge, ki so v bistvu čist, mesto je zato kar malo propadlo in res hodijo ljudje tako neki zombi po mestu, sploh se ne zavedajo, kaj se dogaja okrog njih. To je res zdaj ti slow point, kar sem tudi izpostavila v intervjuju. Alcatraz in Universal Studio, kjer so med drugim snemali Razočarane gospodinje, mi je pa tako haj. Med drugim sem srečala tudi enega zvezdnika, šla sva v Nobu restauracijo in tam srečala legendarnega producenta Dr. Dreja, ki je ustvaril od Eminema, Snoop Doggoma komade, tako da
potovanje res, ki se ga zapomne za cel life. Evo, jaz imam tlele v eni mapici že fotke in jih potem samo prenesem noter v aplikacijo. Všeč mi je tudi ena zadeva, to moram izpostaviti. Evo, recimo knjigica iz Maldivov. Lahko narediš zlat napis, se pravi, da se tako šajna in še da ta luksuriózen pridih. Lahko zbiraš med srebrno ali zlato. Skratka, to greš tam pod okrasni premazi in je to res eno čudovito darilo in spomin. In se pravi, tudi nekaj, ko primeš v roke in rečeš, posluš, tako se je najino potovanje začelo. Tako da, evo, ko smo bližje na tej točki, imam 5 knjigic tudi za tebe. Fotopapir, okrasni premaz in brezplačna dostava na dom. Zdaj, če jo želiš popolnoma brezplačno, potem v komentar spodaj zapise po fočki, da bo vedela, da si v igri. Hkrati v sleri CV Slovenija profilu na YouTubeu ti bom vse v bistvu polinkala, tudi spodaj v opisu, pa priložila zraven še zapisano, da boš vedela, kaj moraš narediti. Se pravi, po fočki se in sledi CV Slovenija in si že v igri za tole bombastično fotoknjigico. Sicer pa, kar je bilo meni recimo osebno zelo všeč, to, ko ti tako odvzame sapo, to so ti mogočni Grand Canyon, veliki kanjoni, ki si mogoče videla kdaj v kakšni zabavni komediji, to je tako po širini, po dolžini, po globini, po višini, tako mogočno, res. To moraš videti in doživeti, da veš, o čem govorim. To ti tako res pade čeljust, kako je to ogromno. Je bila pa ena situacija tudi, ko sva se po enem mestu vračala nazaj domov. Najprej je bil let odpovedan, ja, še to moram povedati, in sva prespala potem eno noč v Frankfurtu. In tudi potem v bistvu, ko sva se iz tega hotela vrnila nazaj na letališče, da imava zadnji let nazaj do Ljubljane, sem jaz pozabila pasoše oziroma izgubila pasoše. Kje so pasoši? Na koncu so se najdeli v hotelski sobi in sva tako 20 minut pred letom prišla do gejta in potem je v bistvu bil spet prestavljen let. Zdaj ne vem, ali ste sledili na Instagramu me ali ne, bila je res taka pestra, tudi vožnja nazaj domov, ker je bil prvič let odpovedan, drugič sva izgubila pasoše, retrogradni Merkur je bil, oziroma je še zdajle in takrat grejo stvari itak narobe. No, na koncu sva varno in srečno prispela, ampak moj julij in avgust je bil tako pester, tako zanimiv in iz srca priporočam Ameriko. Tako da, evo, se že veselim, da ustvaram tole CV fotoknjigo tudi iz Las Vegasa, ki je Las Vegas. Tam se kocka, tam se igra, tam se greš imeti fajn, a ne? In da dam vse na kup, da ustvaram platnico in potem začnem govoriti tudi svojim sorodnikom in tako naprej ob kakšni kavici. Evo, to je to. Danes sem predvsem hotela, da skupaj oblikujemo to CV fotoknjigico, da ti povem par stvari, kaj sva videla, kaj sva doživela, pa da pripravim en tak lep comeback nazaj na YouTube in da pocrklam tudi tebe. 5 teh CV fotoknjig bom podarila in stiskam pesti, da bo ena prav tvoja. V opisu zveš tudi, kako žrebam zmagovalca in kako zveš, da si ravno ti nagrajenka. To je to za danes. Hvala lepa za pozornost. Zelo sem vesela, da smo se spet malo podružile tudi na YouTubeu in do naslednjič, ko pride vlog iz Amerike, bo kar konkreten, snimala sem, kamera je bila z mano, pa dron je bil z mano, pa GoPro je bil z mano, tako da bo vlog res ena A. Uživite preostanek poletja in do naslednjič. Čau, čau!